Nekako vzrok teh težav je neustrezna komunikacija oziroma težka komunikacija z navijaško skupino Viol. Kako to, da ta komunikacija kljub določenim naporom ne pride na tisti nivo? To so povedali predstavniki varnostnega sosveta in pa mestne občine Maribor, predvsem pa policije. Tudi naše mnenje, mi smo v zadnjem času v rednih kontaktih z predstavniki navijaške skupine. Gre za to, da smo pod okriljem UEFA in pa FIFA odgovorni za ravnanje naših navijačev, za obnašanje naših navijačev, tako na domačih kot na gostujočih tekmah. In enostavno ta komunikacija mora poteka, vendar pa seveda ne govorimo s predstavniki društva navijačev, ker pač navijači nogometnega kluba Maribor, torej ti konkretno Viole niso organizirani kot društvo, nikoli niso bili organizirani kot društvo in po mojem prepričanju nikoli ne bodo organizirani kot društvo. Gre seveda za neko odgovornost predsednika in pa drugih, ki pač sestavljajo neko društvo, gotovo pri takih rizičnih skupinah pa gotovo se ne bo nihče našel, ki bo prevzel takšno veliko odgovornost. Gre za to, da v zadnjem obdobju, ko smo imeli na voljo samo eno tribuno, v zadnjih 2 letih pravzaprav je prišlo do izjemno malo izgledov, da bom rekel, tudi v prejšnjem obdobju, ko je bil še cel ljudski vrt v starem stanju, nikoli nismo imeli težav z uničevanjem in pa materialno škodo naših navijačev na našem stadionu. Tako ne vidim tudi, da bi to v prihodnje se to Mariboru dogajalo. Verjetno je to posledica vseh teh, bom rekel, negativnih ocen upravljalca stadiona in pa ostali v medijih po tisti otvoritveni tekmi. Gre za to, da poudarjam, da smo velike napore vložili v organizacijo te tekme, pričarali Mariborčane na en lep dogodek, ki pa seveda na vsakem takšnem dogodku pa pride do nekaterih neljubih zadev, kot so bakle, ki jih absolutno želimo preprečiti, da ne več vnašali na stadion ljudski vrt, pa je to zelo težko. In pa nekaj ponovljenih stolov, ki jo moram poudariti, da niso bili namerno zlomljeni, da so pač nekateri stoli tam na neprimernem mestu in na takšnih tribunah, pa gre za navijače, posod po svetu so zadeve drugače rešili. Kako ste vi pripričani, da ni bilo to namerno narejeno? Pripričan sem, jaz 8 let nekako upravljam različna dela v nogometnem klubu Maribor in verjemite, jaz sem bil velik navijač tega kluba tudi pred tem in poznam nekako razmišljanje teh ljudi. Niti slučajno to ni bilo namerno in ne more biti namerno, ker ti ljudje so bolj ponosni na ta objekt, marsikdo, ki je danes na tem varnostnem sosvetu sedel, prihajali so vsak dan v ljudski vrt, opazovali gradnje od prvega kubika betona, ki se je tukaj porabil in verjemite, da jim ni bilo vseeno o tem, kaj se je dogajalo potem, kajti prišlo je do nekaj nenamernih zadev. Sigurno so se počutili, sigurno je bilo v nekem smislu žal, to je tudi župan z njimi govoril, ampak zadeva gotovo. 2-3 dni zatem v Celje se je zgodila spet huda zadeva. Tekmo mi organizirali, tekma v Celju je bila, bom rekel, zelo hitro po tej tekmi, ko so se sprostila neka čustva, pričakovanja so kljub temu bila visoka. Sigurno ne poznam vseh podrobnosti, ki so zgodile tam, kajti do konca 90. minute v bistvu ni bilo več težav. Zadeve so se dogajale po sami tekmi, zato težko pač komentiramo, sigurno pa je tisto, kaj se zgodilo do poškodbe teh policistov, treba obsoditi, kajti to ni pot, katero smo se vsi skupaj začrtali. Doktor Križman v bistvu vali očitek na upravo NK Maribor, da gre za podtikanje, da gre za plačance, da se tudi njemu osebno škodi. Kaj bi vi odgovorili na ta očitek? To je za mene nesmiselno in mislim, da ni vredno komentarja.